Z Martinom Pučkom, zastopnikom Društva za pomoč in samopomoč Beli tiger, smo neposredno v Bodru, kjer bodo 27. maja na dobrodelnem koncertu nastopili številni glasbeniki, preverili številne obtožbe, ki so na naslove različnih uredništev prispeli anonimno, zdaj pa se strani drugih pojavljajo tudi na družbenih omrežjih. Definitivno moram najprej dole povedati, da imamo tudi zdaj v tem samem projektu ogromno težav glede tega. Nažalost smo prišli do izvora, da te obtožbe letijo strani posameznika oziroma strani ene družine, kateri smo sami ponudili roko pomoči in se ta roka pomoči nažalost izigrala, ampak sam se ne bom spuščal v te podrobnosti, sami smo želeli, da se te zadeve tudi pravno rešijo, pravno dokažejo, kar bomo seveda nas lahko spremljate, te zadeve tudi pokazali, dokazali, da te obtožbe nažalost ne držijo. Smo pa razočarani, da človeku ponudiš roko pomoči in se spusti na tak nivo, da te javno blati po vseh medijih brez nekih utemeljenih vzrokov. Srce večine razprav je dobrodelni koncert za Mitjo Šoštariča, ki je bil 7. januarja letos v športni dvorani Benedikt. Tam so skupno zbrali 14.000 evrov, za Mitjo jih je ostalo nekaj več kot 11.000 evrov. Mi smo starši pristali v sodelovanje, da oni pokrijejo seveda stroške organizacije. Stroški nažalost niso majhni, tu je treba plačati dvorano, seveda ozvočevalce. Mi kot v društvu pa smo šli čist prostovoljno v to zadevo, nismo vzeli niti 10%, tudi vsi prostovoljci so celo jemali dopuste za to družino. V uredništvo so prejeli več mailov strani 3 različnih pošiljateljev, ki želijo ostati anonimni, z različnimi očitki, tudi tem, da društvo ni prijavljeno. Podobno je bilo na družbenih omrežjih. Nas pa je žalostilo, da nažalost niti sami starši niso aktivno sodelovali v projektu, niti niso hoteli podpisati pogodbe z nami za sam projekt, kjer so bile jasno in glasno zadeve napisane, ampak verjetno s tem namenom, to, kar se nam zdaj nažalost dogaja, ampak tako še enkrat pravim, ta zadeva upam, da se čim prej razčisti, mi bomo jo tudi sami javno, smo jo objavljali na naši Facebook strani, jo bomo naprej spremljali, jo bomo naprej objavljali. Na vprašanje, kdaj bo obljubljena novinarska konferenca, na kateri bo Pučko javnosti pokazal dokumente o delovanju društva in o prireditvah, je še dopoldan odgovoril. Jaz pričakujem v roku enega tedna, definitivno v roku 14 dni, mi smo tudi vključili pravnike zraven, tudi policija se je vključila zraven in definitivno, ko bomo imeli vso dokumentacijo, kar pravim, nekaj stvari smo že tudi na ta Facebook profil objavili, mi smo z strani družine 10. aprila, čeprav je bilo jasno in glasno navodilo, da moramo do 31. januara, ko smo projekt zaključili, dobiti predračune za nakup tega vozila, seveda družina tega ni storila, potem smo iskali druge rešitve, celo v zavodi Dornova, ko je ta njihov sin nameščen. Tekom dneva pa je Pučko na Facebooku sklical novinarsko konferenco na kraju naslednjega dobrodelnega koncerta. Takrat bo v želji, da se situacija razčisti, tudi predstavil vso uradno dokumentacijo samega projekta in zbranih sredstev.